Dober dan, dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes bomo govorili o eni manj zelo ljubi temi, in sicer o anaerobni glikolizi oziroma nasploh o anaerobni presnovi. Pogledali si bomo v bistvu, kaj dejansko je razlog za poslabšano mišično krčenje oziroma mišično zakisljevanje, tako bi eni rekli. Pogledali si bomo, a mlečna kislina res obstaja oziroma zakaj ne obstaja, in pa a je laktat krivec za zakisanje ali je v bistvu tista čudežna molekula, ko nam bo pomagala, da bomo manj zakisani oziroma da bomo imeli večji performance. In zdaj verjetno si tudi na video kliknil oziroma kliknila zaradi naslova, in naslov dejansko ni clickbait. Ja, dejansko naslov ni clickbait. Jaz trdim, da v telesu mlečna kislina ne obstaja. In zdaj bom kar takoj pojasnil, zakaj tako mislim, potem se bomo spustili pa malo v biokemijo, zato da še na podlagi biokemije razložim, zakaj jaz mislim, da mlečna kislina ne obstaja in iz kje v bistvu sploh pride ime mlečna kislina. Zakaj sem se sploh odločil, da naredim današnji video? Zdaj, ni point tu, da jaz pametujem, pa da se delam tako, da jaz vse vem, pa da so učbeniki narobe napisani. Niti me ne moti, da splošna populacija, ko me sprašuje, še vedno misli, da je mlečna kislina tista, ko v bistvu zakisa telo oziroma pač povzroči, da je telo manj sposobno pri določeni aktivnosti delati stvari. Zaradi tega, ker pač splošna populacija ni izobražena na tem nivoju, mislim, niti jih tudi ne zanima in jih načeloma ne rabi zanimati. Bolj me moti, ko vidim, da profesorji, na primer na mojem faksu na fakulteti za šport, med predavanjem fiziologije ali pa, ko smo imeli nekaj v biokemiji ali pa temelji vzdržljivostnih procesov, kjer bi se mogli to učiti, je edino en profesor na faksu je rekel, da mlečna kislina dejansko v telesu ne obstaja. Vsi drugi profesorji še vedno govorijo in so takrat govorili o mlečni kislini. Moti me tudi, da na primer trenerji ali pa razni influencerji še vedno trdijo, da mlečna kislina obstaja in da je kriva za vse slabo, kar se med aktivnostjo dogaja. Je pa tudi verjetno eden izmed glavnih razlogov, zakaj sem se odločil tudi video narediti. Zdaj, če bom našel slike, jih bom delil tukaj ali pa tukaj, samo tako, da boste videli. Slike iz threadsov. Zdaj mislim, da sem že enkrat ali pa dvakrat, enkrat ziherno, dvakrat mogoče objavil en thread, kjer sem napisal, da mlečna kislina v telesu ne obstaja in da ni kriva za zakisanje in da je povzeta oziroma prevzeta iz nekje drugje, bomo pol govorili iz kje. In nič narobe, objava je bila bolj provokativne narave, zaradi tega, ker iščem neke kontraargumente oziroma neko kritično debato. In pol sem bil vesel, ko sem videl, da mi je v bistvu ena, mislim, da magistrica kemije, ali celo, da ima doktorat iz kemije, mi je pisala pod objave, in pa en profesor oziroma učitelj iz, mislim, da je bil učitelj kemije na osnovni šoli ali na srednji šoli, nekaj takega. In prvo kot prvo me je presenetilo, da sta oba dva delovala na nivoju 11-letnika, zaradi tega, ker so vsi komentarji v bistvu se nanašali na moje neznanje oziroma mojo nižjo inteligenco oziroma karkoli. Se pravi, kontraargumentov za svojo trditev dejansko nisem dobil. Po drugi strani me je pa najbolj presenetilo to, da magistrica kemije oziroma biokemije, karkoli, in pa profesor kemije dejansko še vedno trdita, da mlečna kislina v telesu obstaja oziroma da je kriva za zakisanje in da ne sprejmeta argumenta oziroma da nimata kontraargumentov na moje trditve. In potem sem se odločil, ok, bom pač naredil en video, s tem se bom jaz tudi naučil bolj podrobno, da vidim, če imam kaj narobe, oziroma probal bom ugotoviti, zakaj dejansko imata ona dva narobe. Ok, uvod smo dali skozi, zdaj pa lahko začnemo. Prvo je po mojem mnenju pomembno, da vidimo, iz kje mlečna kislina izhaja. Zdaj, mlečna kislina se je prvič pojavila v literaturi leta 1790, našel oziroma izoliral jo je pa Karl Wilhelm Scheele, se opravičujem, če sem zdaj to narobe odgovoril. Izoliral jo je pa v bistvu iz mleka, kjer je ugotovil, da v bistvu pri fermentaciji laktoze, laktoza je sladkor v mleku, in ko je fermentirala s pomočjo raznih organizmov, ki jih pač najdemo v mleku, to so probiotiki, je iz laktoze nastala mlečna kislina. Zdaj sicer mlečna kislina v mleku se ne obdrži ful dolgo časa oziroma v visokih količinah, zaradi tega, ker je pH mleka previsok.
ampak še vseeno se lahko določena količina nakopiči v določenem času. Se pravi, ime mlečna kislina izhaja v bistvu iz mleka, ne iz človeškega telesa ali pa iz živali. In zdaj za zanimivost, enačba mlečne kisline, ki nastane iz laktoze, se pravi v mleku, je zelo podobna oziroma identična kot enačba molekule, ki nastane v človeškem telesu. Ampak vsi, ne vem zakaj, vsi pozabijo povedati, da v teoriji sicer v našem telesu nastane molekula, ki je iz vidika enačbe oziroma na molekularni ravni podobna, identična, ampak ne vem zakaj, večina ljudi, oziroma vsi, ko trdijo, da mlečna kislina še vedno obstaja, pozabijo povedati, da ja, v teoriji mlečna kislina v telesu obstaja, ker nastane, ampak v praksi pa kislina oziroma mlečna kislina v telesu ne more obstajati, zato ker je pH okolja celic previsok. In dejansko, dobesedno, v istem trenutku, ko molekula nastane, se disocira na druge molekule. To si bomo gledali pol. Se pravi, čisto na kratko, mlečna kislina, beseda je povzeta oziroma je bila prvič zapisana, ko je en tip izoliral jo v mleku in pol zaradi tega, ker so jo našli oziroma ker so zaznali signal, da v telesu tudi nastaja, je v telesu zdaj tudi pač mlečna kislina baje nastane in je kriva za vse slabe stvari, zaradi tega, ker je kislina in niža pH. Ampak v praksi iz študij na živalih, v eproetah in na ljudeh vemo, da mlečna kislina v telesu ne obstaja, zato ker se takoj disocira na druge molekule. Ok, zdaj mislim, da kakor to v redu razumemo, iz kje mlečna kislina izhaja in zakaj načeloma ni možno, da v telesu človeškem nastaja. Mislim, da je cajt, da se spustimo zdaj v biokemijo, kjer bom probal skozi proces anaerobne presnove prikazati, zakaj ni mogoče, da v telesu obstaja mlečna kislina. Sem pa z pomočjo ChatGPT-ja ustvaril tudi eno shemo, ki upam, da vam bo malo pomagala med tem, ko jaz razlagam. Bo shema, mislim, da tule na desni, se bo pokazala in lahko sledite po shemi, zato da vidite, o čem govorim. No in zdaj, že od začetka govorim o anaerobni presnovi. Zdaj, kaj sploh je anaerobna presnova oziroma kaj je anaerobna aktivnost, ki bo odvisna od dobre anaerobne presnove. Vse anaerobne aktivnosti lahko dejansko definiramo kot, da se dogajajo takrat, ko naša srčna frekvenca presega 80% naše maksimalne srčne frekvence. Zdaj, ni važno, katero aktivnost delamo, ko za več kot 20 sekund aktivnost presega to 80% naše srčne frekvence, načeloma je aktivnost anaerobna. Zdaj, to je lahko šprint, lahko so intervali, lahko je crossfit trening, lahko je trening za hipertrofijo, če traja dovolj dolgo in ima zadostno količino ponovitev in je zadosti intenziven. Tek pri pulzu več kot 80% maksimalnega pulza in še milijon aktivnosti. Se pravi, čisto easy, anaerobna aktivnost je visoko intenzivna aktivnost. A ja, pa še mogoče to, med anaerobno aktivnostjo oziroma visoko intenzivno vadbo telo ne more porabljati kisika in maščob v Krebsovem ciklu, zato da pol proizvaja ATP, zaradi tega, ker je intenziteta enostavno previsoka in se kisik ne more porabljati. In glih zaradi tega je biologija, ki je pač verjetno najbolj pametna entiteta na tej zemlji, je naredila anaerobno presnovno pot. In zdaj, mišice za svoje delo rabijo energijo. In ta energija bo prihajala pretežno iz glikogena, zaradi tega, ker mišice imajo ful rade glikogen, zaradi tega, ker lahko iz njega hitro dobijo energijo. Se pravi, glikogen bo naša začetna točka zdaj v tem biokemijskem procesu in glikogen si lahko predstavljate kot zaloga energije v mišici. No in pot se začne, se pravi, smo rekli, pri glikogenu. Glikogen se bo metaboliziral v eno molekulo, ki se imenuje glukoza 1-fosfat in potem se bo glukoza s pomočjo enega encima metabolizirala še naprej v glukozo 6-fosfat. In zdaj to je molekula glukoze, ki lahko pol začne vstopati v reakcije in naša reakcija, ki nas tu zanima, je glikoliza. Se pravi, glukoza 6-fosfat vstopi v proces glikolize. Zdaj pa skozi proces glikolize dobimo naslednje molekule in sicer 3 molekule. Se pravi, glukoza 6-fosfat vstopi v proces glikolize in skozi glikolizo iz te glukoze 6-fosfat dobimo 3 molekule. Dobimo pirovat, dobimo vodikov ion in pa dobimo NADH.
molekulo. No in zdaj smo v bistvu že pri zadnjem koraku te poti, in sicer te 3 molekule se bojo zdaj uporabile naprej v nadaljnjem procesu, in sicer vodikov ion pa NAD se bosta uporabila kot sredstvo za redukcijo pirovata. Se pravi, za razpad pirovata. In pirovat bo razpadel na laktat in na NAD+. NAD+ je zdaj ena molekula, ko se pol v bistvu odcepi oziroma gre stran in se porabi v nadaljnjem procesu glikolize, se pravi, brez NAD+ molekule glikoliza na začetku sploh ne bi mogla potekati. Se pravi, laktat, NAD+, NAD+ gre stran, se uporabi na novo v glikolizi in ostane nam laktat. In zdaj tukaj bom zdaj delil tudi, ali pa tule bom delil sam enačbo zdaj končno, kjer nastane te 3 produkti in pol iz tega laktat, zaradi tega, da vidite, o čem govorim malo bolj natančno. No in zdaj na tej točki, prej da grem naprej, na tej točki ljudje ponavadi trdijo, da nastane mlečna kislina, ki pol povzroča zakisanje. Ampak zdaj smo šli skozi biokemijo korak za korakom in smo videli, da molekula mlečne kisline nikjer ne nastane, zaradi tega, ker takoj, ko se začne disociacija oziroma redukcija pirovata, molekula mlečne kisline, ki naj bi nastala v našem pH okolju celice in pa tudi zaradi temperature, takoj se disocira na laktat in NAD oziroma na laktat in druge produkte. Se pravi, mlečna kislina ne obstaja. Če že, bi obstajala na tej točki, ampak ne obstaja. No, in potem imamo drugo teorijo, mlečna kislina ne obstaja, pol je pa laktat kriv za vse negativne posledice, se pravi za tisti mišično pekočo bolečino, ko jo čutimo, se pravi, to bi lahko imenovali za kisanje, za kontraktilne sposobnosti mišice se zmanjšajo, hiperventilacija se začne dogajati in za vse to je baje kriv laktat in laktat je škodljivec oziroma se ga hoče telo znebiti. In to ne bi moglo biti bolj daleč od resnice. Laktat je verjetno en metabolni produkt anaerobne presnove, ki je najbolj pomemben za učinkovito anaerobno presnovo oziroma za vse, kar se tiče procesov, ki se dogajajo v anaerobni presnovi. In zdaj naj pojasnim mojo trditev. Rekli smo, da se NAD+ odcepi in gre nazaj v proces glikolize, da se lahko tista glikoliza dogaja in da lahko nastaja laktat. In zdaj, kaj bomo pa s tem laktatom? Tet laktat gre direktno naprej po krvnem obtoku in se lahko v določenih tkivih, tako sta na primer srce pa možgani, direktno porabi kot vir energije. Določene raziskave celo kažejo, da je v bistvu laktat preferentno gorivo srca in možganov, celo pred glukozo. Tako da laktat je pomembno gorivo iz vidika srca pa možganov. Druga stvar, ko jo lahko laktat naredi, je, da gre naprej in se v jetrih skozi Koryjev cikel metabolizira skozi proces glukoneogeneze nazaj v glukozo, kjer jo lahko pol jetra pošljejo v obtok, pa jo lahko mišice porabijo, ali pa se shrani v glikogen, zato da imamo energijo za pol. Se pravi, laktat lahko služi kot zaloga oziroma direktno gorivo tudi za druga tkiva. Je pa res, tule zdaj samo za zanimivost, da na primer Koryjev cikel, ko je zdaj laktat vstopil v njega, porabi 6 molekul ATP-ja, kar v bistvu pomeni sam, da je ful drag proces na celičnem nivoju, in to je tudi razlog, zakaj na primer anaerobne vadbe mi ne moramo ohranjati v nedogled. Slej ko prej bomo mogli intenziteto znižati, da je v bistvu vadba bolj anaerobna. In to so na primer teki na dolge proge. To je bilo samo za zanimivost. Ja, pa še ena stvar, na primer še tretja stvar, kar naredi laktat. Zdaj, kopičenje tega laktata, oziroma ko bo laktat šel po sistemu, pa bo delal to, kar smo rekli, da dela, bo v bistvu signal telesu, da se dogaja nekaj, kjer je potrebno, da se povečajo potrebe po kisiku, oziroma potrebe po kisiku so povečane in to telo zazna na podlagi dviga laktata in zato sproži biokemijske poti za višji prevzem kisika. Se pravi, kopičenje laktata bo dejansko pomagalo telesu za prevzem več kisika, kar pomeni, da bo tudi pol puferski sistem boljš deloval, da bo performance boljši med tisto anaerobno aktivnostjo in vse ostale zadeve. Se pravi, 3 glavne točke laktata so verjetno 3 najbolj pozitivne točke, ki jih lahko damo telesu oziroma ki jih lahko telo uporabi za med anaerobno oziroma visokointenzivno vadbo. Upam, da nisem zdaj preveč zakompliciral. Zdaj bomo si pa samo pogledali, kaj pa je verjetno razlog za zakisanje, oziroma celotna biokemija pa vse raziskave trenutno kažejo v to smer. In v bistvu razlog za zakisanje je verjetno sama produkcija energije
sama produkcija ATP energije. Vemo, da je ATP v bistvu ultimativna energija iz vidika celic in pač celice nujno rabijo ATP za svoje delovanje. In zdaj, višjo ko neko intenziteto izvajamo, več ATP-ja je potrebnega, da se proizvaja, oziroma vsi procesi se morajo dvigniti, zato da lahko nastaja dovolj ATP-ja za povišano intenziteto oziroma za povišane potrebe. In ko ATP je molekula, ki se imenuje adenozin trifosfat. To pomeni, da ima 3 fosfatne molekule vezane na sebe. In če se hočemo, da se energija sprosti iz ATP-ja, se mora en td fosfat cepiti stran od ATP-ja, se pravi iz ATP nastane pol ADP, adenozin trifosfat, in tu je zdaj nastala energija, ko se je ona vez zlomila. Ampak ne nastane samo ADP, ampak nastane tudi anorganski fosfat in pa vodikov ion. Zdaj tule kar bom delil enačbo spet, da bo malo bolj jasno. In zdaj, ADP pa anorganski fosfat lahko gresta naprej v določene procese, da se pol naprimer nek fosfatna skupina spet lepi nazaj in iz ADP-ja spet dobimo ATP, ki lahko spet se zlomi vez in dobi energijo, ampak H-ion oziroma vodikov proton pa ostane tam. In zdaj, povišana potreba po ATP-ju povzroča povišano produkcijo ATP-ja, kar povzroči povečano produkcijo anorganskih fosfatov in pa vodikovih protonov. In anorganski fosfati in vodikovi protoni se zdaj na celičnem nivoju kažejo, da povzročajo, vodikov proton povzroča nižanje pH-ja okoli celic, kar pomeni, da postaja vse bolj kislo in neoptimalno za celično delovanje, medtem ko anorganski fosfat pa, kakor se zdaj kaže, regulira pretok oziroma sproščanje kalcija skozi celične membrane in pač poslabša razmerje v in izven, in to pol privede do občutka utrujenosti, slabše kontraktilnosti mišic, občutka zakisanosti. Se pravi, mlečna kislina oziroma laktat oziroma karkoli lahko ljudje pač bi poimenovali, nima nobene veze pri poslabšanju performanca med anaerobnim naporom. In to je v bistvu to. Jaz se ful opravičujem, če je slučajno zadeva bila preveč tehnična ali pa če sem preveč hitro govoril. Glih zaradi tega sem naredil zraven še shemo, sem probal vse enačbe deliti sproti, medtem ko sem govoril, zaradi tega, da bo bolj jasno. Če se kdo z mano ne strinja, prosim, ne javi komentar, ne javi zasebno in seveda ne javi argument, zakaj se ne strinja oziroma kje imam narobe. Lahko mi tudi pišete, ko sta mi ona dva na trecih, kako sem pač jaz manj inteligenten, pa kako se vidi, da ne prepoznavam fiziologije, pa levo pa desno, ali pa se sklicuješ na svojo izobrazbo, da si ti magister in da ti veš, to je super, na to ne bom odgovarjal, zato ker nima nobenega benefita, bom pa odgovarjal na vse konstruktivne kritike, glede moje teorije, glede mojega načina govora, karkoli. V glavnem, hvala za ogled, pa v bistvu se vidimo v naslednjem videu, to je to. Ajde.